imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, na našem blogu je izšel pred kratkim krasen članek z naslovom Blaženi Marko iz Avjana, rešitelj Dunaja. Tisti, ki imate splet, dajte si to prebrati, ta članek. Jaz sem imel za svoje vernike pridigo patru Marku d'Avjanu pred kakšnimi 20 leti. Jaz sem bral njem v The Angelusu, na ameriški reviji za bratovščino takrat, pred 20 leti, mislim, da sem prišel iz Amerike, oziroma ja, tam, ali pa sem že v Ameriki, ali sem že prej prebral. No, vidite, Blaženi Mark iz Avjana, on je bil svetnik, ki je živel v 17. stoletju, rodil se je 1631 anno domini v Italiji, v Fulaniji, severna Italija, 17. novembra. No, in je hotel postati duhovnik, jezuit. No, potem je pa mu je po glavo padlo, ko je bil star 15 let, da bi šel spreobračati v Turčijo muslimane. Vidite, zelo dobra ideja, samo pri 15 letih malo težko izvedljiva, ni bil pač laik, ampak dobra ideja, vidite, kaj ti Jezus je rekel, da naj spreobračamo volkove, med kateri nas pošilja, drugače nas bodo volkovi požrli, ne, raztrgali. Medtem ko naš papež, ki je zdaj bil na obisku v Indoneziji, on je duhovnikom striktno prepovedal spreobračati muslimane katoliškega. Se lahko mislite. Naš najbolj pastir, Jezus je rekel, svet apostolu Petru pravi, ali me ljubiš, apostol, me ljubim, pasi moje jagneta, to pomeni vernike, jagneta, vernike, ovce, pasi, to se pravi moje klerike, moje duhovčino, škofe duhovnike. In zato pa mi je pasi, zveda, in naročilo je bilo spreobračati te volkove, da vas bodo požrli ali raztrgali. A vidite, in to je cerkev dela 20 let, vse do drugega Vatikanskega koncila. Danes pa papež striktno prepoveduje spreobračati, ne spreobračati, ne pozlitirati. In kaj bodo naredili volkovi, če jih ne bomo spreobrnili? Ja, raztrgali nam bodo, oziroma glave porezali, ker so muslimani. Vidite, tako je. Ja, no, ampak 1631 Blaženi pater Mark d'Avjano, on je bil velik svetnik, in ko so Turki prišli 1683 pred Dunaj, je cesar Leopold, katoliški cesar Leopold, ki je bil dober prijatelj s patrem Markom, prosil papeža, naj pošlje tega svetnika na Dunaj, da bo rešil Dunaj in seveda s tem vso Evropo. Kajti, če Dunaj pade, bi tudi Rim padel in potem vsa Evropa. Bi Evropa postala muslimanska. No in papež je poslal Blaženega Marka d'Avjana na Dunaj. Vidite, ampak v tem članku pa tega ne piše. Vidite, pater Mark d'Avjano je Dunajčane pozval, nehajte grešiti, nehajte izzivati Božjo kazen, začnite živeti katoliško, delajte pokoro, in so Dunajčani so ga ubogali. Zakaj? Ker so vedeli, ali bogamo njega, ali bodo pa oni prišli na Dunaj, pa nam bodo glave porezali, muslimani. Vidite, in so ga ubogali in so šli v procesijah, vidite, nehali grešiti, delali pokoro. In ko je to se zgodilo, je pater Marko rekel, je vedel, pravi, dobro vojni, in rekel, pravi, bomo zmagali. Čeprav je bilo muslimanov, ne vem kolikrat več kot tistih katoliške vojske, ampak je rekel, če smo Božji prijatelji, delamo pokoro, smo Bogu všeč po volji, potem bomo zmagali, ker je Bog z nami. Če je Bog proti nam, potem smo izgubljeni, glede na število vojske. In tako se je zgodilo. In potem v članku tudi ne piše o tem, da so Turki, muslimani, videli, kako se je, veste, da je bil Dunaj bil obdan z obzidjem. In seveda na obzidju so bile take okrog in okrog ploščadi so bile, kjer se je lahko hodil okrog po obzidju. No in pater Mark d'Avjano se je sprehajal po obzidju in muslimani so ga videli, kako se je sprehajal z nekom. In ta nekdo je bila gospa oblečena v belo obleko, to je bila Marija. Marija, vidite, sama se je z njim sprehajala, se pravi, da je bil Bog z njim, je z njim, Marija bila z njim, in seveda bitka je bila dobljena. Seveda oni so vedeli, da je tista gospa, in so mislili, to je nek čarovnik, in seveda nek čarovnik, in za čarovnika so ga imeli. No, potem tretja stvar, o kateri ne piše v članku, je ta, da so
da so seveda, da so turški vojaki klicali, ko so šli v boj, klicali na pomoč njihovega boga Allaha, katerega verujejo, medtem ko so naši katoliški vojaki klicali kaj? Marija, Marija. Vidite, njihov bojni sklik je bil Marija, Marija. Seveda poljski kralj Jan Sobieski, on je bil tisti, ki je bil poveljnik te vojske, hvala Bogu, če bi bil cesar Leopold, bi šlo vse v grunt. Ampak on je dosegel, da je cesar Leopold ostal doma, cesar Leopold je pobegnil z Dunaja v neko drugo mesto tam in je tam ostal, hvala Bogu, in potem je kralj drugače moral on, če bi bil on kot cesar vodil vojsko, seveda. Cesar, se pravi, poljski kralj Jan Sobieski je vodil to vojsko in seveda na dal je peljati topove na tist, kak se reče, na tist hrib, ki je tam blizu Dunaja, in potem so z Dunaj selili na Turke. Ja, preden je bila bitka, vidite, je blažni pater Mark Daviano maševal za to, da bodo zmagali, in pri tej maši mu je ministriral, kaj mislite kdo? Kralj Sobieski. Kralj Sobieski je bil poljski kralj, ampak si je štel v veliko čast, da je lahko ministriral pri maši. Ja, medtem ko imamo danes verjetno kakšne fante, ki se jim zdi pod čast ministrirati, no upam, da niso, ne, ampak mogoče se komu zdi pod čast, ampak morate videti, da včasih si je kralj štel v veliko čast, da je lahko ministriral pri katoliški maši, ker je ministriral kaj? Kralju vseh kraljev, Jezu Kristusu. Vidite, to je tradicija, to je prava vera. No, in potem je torej kralj Sobieski je torej ministriral, po maši se je oblekel svojo vojno opravo, njegov sin je šel tudi prvi boj z njim, mladega sina je imel. Ja, in so šli v boj in kralj Sobieski je vodil, vidite, za sabo tako imenovane krilate huzarje. To so bili konjeniki, ki so bili izredno dobro oboroženi za takratni čas, s pištolami, s sabljami, s ulicami, pa mislim, da so imeli še eno orožje. Ja, in na hrbtih so imeli krila, verjetno narejena iz lesa ali pa iz kovine, in ta krila so imela peresa od živali, po moje nekih ptic ali pa, ja, se pravi, neka ptičja peresa so imela. In zakaj so imeli ta krila gor? Vidite, zato, ker vemo, da v vojski se borimo fizično in seveda vojska je tudi psihološka vojska, se pravi duhovna vojska. No, in ko so ti krilati huzarji s temi krili, ki so bila zelo visoka, čez njihove glave so bila visoka, zelo velika krila so imeli, zelo dobro oboroženi so bili, in ko je šel Jan Sobieski s svojim sinom s temi huzarji krilati, vidite, ko je šel proti sovražniku, proti muslimanom, so ta krila takšen zvok oddajala, ker je pač zrak, ko so šli zrak, takšen zvok oddajala, kot da je gre 10-krat več vojakov, kot je v bilo. Takšen hrup napravijo in seveda to je bilo za Turke, to je bilo psihološko za njih tako uničujoče, da so enostavno izgubili pogum in jim je srce padlo v njihove hlače. Bitka je bila napol dovoljena. Vidite, to je bilo vse premišljeno. Ja, premišljeno. No, in ko so šli v boj, seveda z Marijinim sklikom Marija, Marija, jim je Bog pomagal. Pa blažni pater Mark Daviano je šel s križem, vidite, je šel s križem v bojem brez orožja, ker je bil duhovnik. Ja, in jih spodbuja vojake k boju, vidite, to je pravi komunizem. Ja, mimo grede. No, in so šli v boj, vidite, in so zmagali. Premagali so Turke, vidite, ker je bil Bog z njimi. Če bi bil Bog proti Dunajčanom pa proti Janu Sobiesku, bi oni izgubili. Ker Turko je bilo koliste in trajo, naših je bilo pa samo, kaj se vem, nekaj tisoč jih je bilo. Ja, ampak vseeno jih je bilo veliko, ampak veliko manj kot Turko. No, in Turki so izgubili onega njihovega poveljnika, so ranili in je sicer živ pobegnil. Potem so ga pa lastni muslimani so ga v Beogradu zadavili, zato ker je izgubil bitko. Ja, njihov ta glavni v Carigradu je rekel, da ga mora zadaviti, ker je izgubil bitko. In so ga zadavili, tako da so mu dali v pričo žene pa otrok, so mu dali okrog vratu eno vero, pa sta na vsaki strani en, pa sta ga zadavila dva človeka, pričo njegovega sina, manjšega sina, ki je postal ipso facto takoj poveljnik vojske, čeprav je bil star 10 let. Ja, dobro, pustimo, to ni bistveno. Ja, to se pravi, vidite, zmagali so, teh stvari si v članku ni napisanih, ampak zelo pomembne so pa,
In se rekel, moramo videti, kaj ti Bog nas rešuje, samo vidite, če se spreobrnemo k njemu, če živimo po Božji zapovedi, če živimo v njegovem prijateljstvu. Ja, vidite, in tako, ko se je blaženi pater Mark Davjan, vidite, boril in seveda z Božjo pomočjo rešil Dunaj in seveda svojo Evropo, ker je povabil ljudi k kesanju, k preobrnjenju, da so se spreobrnili Dunajčani, da so delali pokoro. Vidite, to je naloga vsega našega življenja. Vidite, tako se je sveti Pij X, ki je živel pa v začetku 20. stoletja, vidite, boril proti nekemu drugemu sovražniku, vidite, to so bili pa modernisti, ki so bili pa znotraj katoliške cerkve, vidite, to so pa sovražniki, ki so znotraj katoliške cerkve, vidite, in so seveda veliko bolj nevarni kot pa muslimani. Zakaj pri muslimanih vemo, zakaj gre, njihovo vero poznamo, medtem ko modernisti, vidite, se pa skrivajo v cerkvi in danes so na oblasti in delajo, kar hočejo. Vidite, v začetku, pred kakšnimi stoletji je bilo pa drugače, so se pa ti modernisti poskrili, sveti Pij X jih je razkrinkal s svojim dokumentom Pascendi in je seveda razglasil njihov modernizem za najhujšo krivo vero, on je rekel, kako se reče, za septično jamo vseh herezij, je rekel, da je modernizem septična jama vseh herezij, temu se reče seveda herezija, najhujša herezija, in da so modernisti največji sovražniki katoliške cerkve, vidite, je lepo povedal. Danes so pač na položajih, delajo, kar jim pač Bog dopusti, nič več pa nič manj, ampak nam se jih treba nič bati, pomembno je, vidite, da se oklepamo tradicije, prave maše, vere, nauke, morale, in da je Bog z nami, pa bomo zmagali, tako vidite, kot so zmagali blaženi pater Mark Davjana in vojska Jana Sobieskega, poljskega kralja. Sveti Avguštin on je živel tam v 5. stoletju. On je zelo veliko pisal, zelo velik teolog, vemo, da je eden od 4 največjih zahodnih cerkvenih učiteljev. On je med drugim en lep in zelo pomemben nauk napisal, in sicer pravi, človek na tem svetu ima samo dve možnosti, dve izbiri. Pravi, ali časti pravega Boga po Božje, ali časti samega sebe po Božje, se pravi, malikuje samega sebe. Vidite, in to je dejansko res. Tako kot je bilo na Kalvariji, vidite, ob Jezusu sta bila 2 razbojnika, en na desni, en na levi. In ljudje, vsi na tem svetu imamo samo 2 možnosti. Ali bomo šli po zgledu desnega razbojnika, ki se je spokoril, ki je rekel, Bog mi odpusti, priznal, da je grešnik, vidite, prosi Jezusa, naj mu odpusti, naj se ga spomni, in Jezus mu je odpustil in je rekel, že danes bo z menoj raj, in se je izveličal. Levi razbojnik je ostal zakrknjen, vidite, ni hotel priznati, da je grešnik, je ostal pri čaščenju samega sebe po Božje, vidite, kaj je malikovanje, seveda človek ni Bog, ampak samo en Bog je, en Bog človek je Jezus Kristus, vidite, je ostal pri tem in se je pod nauko tradicije pogubil. Cerkev sicer ni nikoli uradno tega razglasila, ampak tradicionalno učijo svetniki, da se je pogubil, vidite, in verjamem, da se je. Vidite, ker je ostal zakrknjen. Vidite, samo te 2 možnosti, ali častimo sebe po Božje, ali častimo Boga po Božje. Človeku, vidite, zdrave pameti ni težko se odločiti, ni težko, vidite, ampak ker smo pod izvirnim grehom, vidite, se večina ljudi, nažalost, kot pravi Jezus, po široki poti hodi, vidite, pogubljenja, se odločajo za samo čaščenje, častijo sebe prikrito ali odkrito po Božje. Antikrist vemo, da se bo dal častiti odkrito po Božje, vidite, kot Bog. Večina ljudi se pa časti prikrito, vidite, in seveda so na poti pogubljenja. Nažalost, vidite, modernizem je ravno tistih, vidite, ki spodbuja to samo češčenje človeka po Božje. Zato vidite, Novstoda maša je antropocentrična, v središču je človek, ne Bog, ne Jezus Kristus, zato mora duhovnik gledati ljudi. Celo mašo, zdaj vas gledam, ko vam pridigam, ne. Drugače pa ne gledam, drugače gledam pa proti Jezusu, če bi v tabernaklu. No, danes je navzoč v tabernaklu. Ga imamo 3 hostije, imamo noter posvečenja, vsi borijo. Vidite, je navzoč. Gledate proti Jezusu, proti Bogu. Vidite, vsi smo na poti proti Bogu, medtem ko v Novostordu ne. Mora duhovnik gledati ljudi, ker
ni Jezus več ta glavni, vidite, ampak so ljudje ta glavni, vidite, to je češčenje ljudi po Božji, vidite, malikovanje in to modernizem spodbuja. In seveda zato je modernizem tako ljudem tako všeč. Zakaj? Ja, ker spodbuja njihovo samočeščenje. Ja, jaz sem ta glavni, ja, Jezus. Jezusa lahko pozabimo, mi mu lahko hrbet kažemo, ko je duhovnik pri oltarju, pri Luterovi mizi, lahko hrbet kažemo in tako naprej. Vse ne menimo za neko, da ga ni. Ljudje so pomembni, jaz sem pomemben, vi ste pomembni, mi smo bogovi. Ni res, vidite, to je nauk modernizma in satanizma. Vidite, mi smo samo bogi, nič pred Bogom. Ustvarjeni ljudje, vidite, ustvarjeni z nič za večno življenje pri Bogu. Ja, po Božji podobi, ampak grešnike, vidite. In zanimivo si k srcu, vidite, ta zgled Dunajčanov, tudi mi, in vedno mislimo na to, vidite. Bog jih je rešil samo zato, ker so se spokorili, priznali, da so grešniki in delali pokoro in to je tudi seveda tem tudi naša rešitev. Marijino rojstvo je danes, vidite, praznik njenega rojstva. Praznik Marijinega rojstva, danes se samo komemorira 16. nedelja se komemorira. Ne, Marijino rojstvo se ne komemorira, ker ni dveh komemoracij. Vidite, Marija se rodila zato, vidite, da nam je rodila Jezusa, rešenika. In tisti, ki morate, darujte sveto obhajilo, vidite, na čas Marijinemu rojstvu, da bo Marija z nami, kajti če nas Marija zapusti, nas tudi Jezus zapusti, če nas Jezus zapusti, smo pogledali na tem drugem svetu. Bog nas obvarja pri tem, torej vse najboljše, Božja mati Marija, za tvoje rojstvo in voščimo jih, zmolimo kaj lepega, vidite, danes ne na čast, litanije, danes mislim, tle jih ne bomo molili, ker smo molili pač naprav na 8. septembra smo molili litanije. Ja, pa zaprav ne. Nismo še danes, 8. septembra, ne vem, bomo pa nas litanije zmolili, ko je ravno Marijin praznik. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.